Zadnji današnji ambient v natečaju Naj lesena gradnja ni sodeloval. Naklonjenost lesu pa vseeno jasno kaže. Stanovanje v večkrat razkosani večstanovanjski hiši je imelo zapleten tloris, a tudi nekaj prednosti. Predvsem čudovit razgled, ki se skozi podstrešno okno razteza na Bohinjsko jezero in Alpe. Gospod in gospa Ključar, tukaj ste imela apartma že kar nekaj časa. Kako to, da ste se odločila, da kupite še enega nad njim, to stanovanje, ki ga danes predstavljamo? Ja, jaz bi rekel, Bohinj moraš imeti rad, to je prva stvar. Mi smo že dolga leta hodili v Bohinj, prej v hotele pa apartmaje. Medtem ko zadnjih 20 let, že 23. teče, smo pa v tej hiši. Imeli smo priložnost spoznati lepote in čare Bohinja in tudi številne priložnosti. Po zimi recimo smučanje na Voglu, tudi tekaške proge so urejene, posebno letos. Poleti pa kopanje v jezeru in planinarjenje. In zakaj smo se odločili, bi še jaz dodala, ker smo večkrat ugotavljali, da imamo mogoče malo premalo prostora, da bi rabili več prostora. In ko se je ta priložnost ponudila, da kupimo še ta zgornji apartma, smo se brez razmišljanja takoj odločili in ga kupili. Moja prva ideja je bila, da bi ti dve stanovanji znotraj povezali s stopnicami in tako pridobili več prostora, predvsem toaletne prostore pa spalne prostore. A potem po posvetovanju še z ostalimi družinskimi člani, z otroci predvsem in pa z arhitektko Meto smo se odločili, da je bolje obdržati dve enoti ločeni. Zelo zanimiva je zgodba, kje ste se spoznali z arhitektko Meto Kutin. Z arhitektko smo se spoznali tukaj v Bohinju in pa tudi v Ljubljani na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, ker je Meta moja mentorica v programu Trgi, ulice in stavbe okoli nas. V ta program sem jaz vključena že letos, že 8. študijsko leto. Gospa Kutin, slišali smo, da poučujete arhitekturo na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. To se super sliši. Dajte nam še kaj povedati o tem. Leta 2012 sem začela z študijskim programom Trgi, ulice in stavbe okoli nas, v katerem razvijamo čuječnost do grajenega prostora, razvijamo opazovanje stavb, ulic, trgov okoli nas in kritičen odnos do grajenega prostora. In dobre arhitekture, dobrih arhitekturnih in urbanističnih rešitev ne more biti brez dobrih naročnikov in dobrih uporabnikov prostora v smislu, da cenijo in razumejo arhitekturne rešitve in to, zakaj neka rešitev je, kakršna je. In očitno ni omejitev glede let, kdaj te arhitektura začne tako globoko zanimati. Zanimati te lahko začne že zelo zgodaj. V naš program pa se vpišeš po upokojitvi. Super, torej nikoli ni prepozno, da začneš odpirati oči glede arhitekture. Ja, in nikoli ni prezgodaj, da to začneš. Vrniva se k tejle stavbi. Kakšna je njena zgodovina, kam datira? Stavba je bila kot novogradnja postavljena v 70. letih in sicer z namenom bivanja družine, domačinov tu, pa tudi v zgornjih nadstropjih so bila v bistvu taka apartmajske sobe z skupnimi kopalnicami. In rezultat vseh teh predelav tekom let je, da so tlorisi nekoliko nerodni, kar smo poskušali mi z novo opremo in razporeditvijo rešiti tudi tukaj. Gotovo pa je prenovo narekovalo dejstvo, da gre tukaj za dobrih 20 kvadratov, koliko? Ja, apartma je zelo majhen, tako da smo se trudili pri zasnovi opreme odpirati prostor. Glavno vodilo pa je bilo, da smo odkrili, da je čez to južno okno tukaj čudovit pogled na Bohinjsko jezero, kar smo poskušali izpostaviti. Glaven izziv je bila pa tudi prenova kopalnice, kajti kopalnica ima samo dobre 2 kvadratna metra. In moram reči, da tukaj smo bili zelo zadovoljni, kaj smo uspeli stisniti ven iz te kvadrature. Povedali smo se samo večjemu ogledalu in ga nadomestili s takim postavljenim na pult, kar pa je neki tak tradicionalen element, ki pravzaprav zelo lepo paše v to okolje. Keramika v kopalnici je bila izbrana svetleča, namenoma z neravno površino. Na ta način se svetloba lovi v keramiki in ves čas malo migota, spreminja, kar odpira in poveča sicer mali prostor.
Povejte nam še kaj o prevladujoči vlogi lesa v tem apartmaju, ki je po svoje, glede na okolje, kar logična, ne? Ja, smreke nas zunaj obkrožajo, prav tako pa tukaj noter smrekove križno lepljene plošče. Ta material je sila uporaben v sodobni arhitekturi, saj zaradi tega, ker je lepljen les v slojih, omogoča te velike lesene masivne površine, ki pa se ne krčijo, ne raztegajo tako, kot bi se klasičen masiven les. Še ena ključna prednost je, da je les material, ki se ves čas malo spreminja. Tako da tudi les se počasi stara, spreminja, dobiva patino in se mi zdi, da je to tisto, kar ljudje nagonsko prepoznamo kot pozitivno vrednost ambienta. Druga stvar, ki me pa mene osebno pri lesu privlači, pa je njegova nepravilnost. Tako kot človeški obraz, ki je lep tudi zaradi tega, da ima ogromno enih nepravilnosti in napakic, imajo tudi lesene površine to nepravilnost, ki nas ponovno povezuje z naravo zunaj stavbe. Kako to, da ste se odločili obdržati tale parket na ribjo kost, ki pa ne bi glih rekel, da je tradicija v tovrstnih objektih? Parket je obstajal že tu, bil je izredno lepo ohranjen in kakovosten. In narediti bohinjski apartma pomeni tudi to, da se približaš duhu Bohinja in njegovim uporabnikom. To pa pomeni pragmatičnost. Domačin tukaj ne bi menjaval nečesar, kar ni nujno potrebno in kar funkcionira in še deluje in je lepo ohranjeno. Torej, Bohinjci niso škrti, ampak pragmatični, a ne? Tako je, pragmatični so. Posebej bi pa rada poudarila našo odlično ekipo, ki je bila sestavljena iz samih lokalnih izvajalcev, tukaj iz Stare Fužine, in v delu z njimi se vedno znova en od drugega učimo. Oni od mene minimalne detajle, ta sodoben izraz, ki ga ima arhitektura danes, jaz pa od njih prevzemam in se učim poznavanje lesa, lesenih detajlov, obnašanje lesa. Lokalni material, lokalni Vse je bilo mojstri. lokalno, tako. Čudovito.